Dobrodošli v podkastu. Moje ime je Igor Harp in sem Siolov, filmski kritik. Danes gostim Tadeja Goloba, bržkone najbolj slavnega živečega slovenskega pisatelja. Najbolj znan je po kriminalkah v Inšpektorju Tarasu Birsi, po katerih je bila posneta tudi televizijska serija, sicer pa je biograf slavnih od Petra Vilfana do Milene Zupančič, dobitnik Kresnika za svoj prvenec Svinjske nogice in uveljavljen alpinist. Tadej Golob, pozdravljeni v podkastu. Živijo. Ravno te dni je šel vaš novi roman Brezno, že 7. po vrsti o Tarasu Birsi, pa začniva kar tukaj. Kje v tej zgodbi najdemo Tarasa in kaj se mu okvirno zgodi, koliko lahko razkrijete? Lahko povem zaplet v bistvu. Tarasa pošljajo na neko dodatno izobraževanje v policijski center Gotenica, ki je bilo včasih zaprto območje, zdaj pa tam pač ta policijski center Vinka Beznika in že takoj, ko išče, kje se to izobraževanje, v kateri stavbi se bo dogajalo, ga tam v policijskem klubu oziroma v klubu v tem centru najdeta dva jamarja, ki pred njega položita na mizo nek zavoj in ko ta zavoj razkrije, ugotovi, da je v njem človeška roka. In ki sta jo našla v eni od jam, ki je novo odkriti oziroma ki se je odprla po hudem deževju. To je osnovni zaplet. Potem so on spustil v jamo in ugotovi, da je to truplo, ki je pač preostanek te roke oziroma roka preostanek tega trupla leži na ogromnem številu mrtvih ljudi, o kosti. Zdaj SSKJ definira Brezno kot globoko jamo s skalnimi stenami, ampak ne gre zanikati, da je pomen neločljivo povezan z povojnimi poboji in njihovimi grobnicami in to je tudi primer v vašem romanu. Kako to, da ste se odločili zakorakati v to temo? Jaz kar nekaj časa se odločam. Bilo je ena od številnih možnosti, pa sem zbral to. Mislim, da je po nekem spletu naključje prišlo. Jaz sem v preteklih letih dokončal kolesarski vodnik za cestno kolo in ena od teh krogov, ki sem jih naredil, gre iz Sodražice pa do Ribnice in pa z Ribnice do Kočevske reke in naprej. In se pravi tudi mimo Gotenice, ki leži pred Kočevsko reko. In ko sem se peljal tam s kolesom, sem pač prvič v življenju v Gotenice in sem čudno pogledal, ker se je bil tako zelo urejen kraj oziroma kraj nekih hiš in tam neke oznake za parkirišča in potem sem šele videl, da je to na steni pač, da je to neko policijsko območje. In pol, ko sem nedalje strani Kočevski gozd in sem nekako se mi izkristalizirala ta osnovna tema, ta aktualna tema v bistvu slovenska s temi povojnimi poboji, ki sem jih dodal, pa kriminalni zaplet okoli njih napletov. Ampak te povojni poboji so samo ozadje, kriminalni zaplet je povezan z drugimi motivi. Ja, zdaj, če bom kaj več povedal, bom spoiler izdal, ampak ja, načeloma ti povojni poboji ves čas rinejo v zgodbo, tako rečem, ampak ni to, seveda ni odgovor tam. Vrniva se malo bolj na začetek. Kako ste sploh prišli do Tarasa Birse? On na nek način podaljšek vaše osebnosti, imata tudi nekaj skupnih lastnosti, ampak tudi kar nekaj razlika, ne? Zdaj temu se reče v jeziku študentov primerjalne književnosti, da je Taras Birsa moj alter ego. Z nekaj časa sem potreboval, da sem pogruntal pomen tega. Se pravi, na nek način govorim skozi Tarasa Birsa. Mislim, vrednote, ki jih ta človek zastopa, so na nek način tudi moje, ampak tu se pa potem počasi neha. Pa vsake toliko mu serviram, kaj svojega življenja mu posodim, ampak se pa trudim, da v bistvu ne bi bil neke vrste kopija moja. Ena izmed podobnosti, ki smo jo opazili, tisti, ki knjige beremo in spremljamo vaše življenje, so tudi zdravstvene težave. Se Birs pogosto utrpi enake poškodbe kot vi. So opisi v knjigah bolj realistični zaradi tega? Mislim, jaz
posojam Taras Birsi predvsem tisto, kar je zanimivo, kar se meni zanimivo zgodi, kar ocenim, da bi zanimalo tudi še koga drugega. In kar se teh zdravstvenih težav tiče, sem upal, da bo s komu, da sem opravil z njimi in da bo od zdaj naprej Taras mirno plula njegova barka. Ne. Tako da tudi to brezno, prva inačica je nastala brez Tarasovih težav. Ne. Potem, ko so se meni zgodile, sem pač dal še prvo in drugo operacijo, ki sem jih dal skozi letos. Ne. Tako da je Taras moral to prenesti. Kaj pa ste imeli neko nesrečo? Mislim, jaz sem imel, že dlje časa sem čakal na menjavo kolka, posledica tiste nesreče z leta 2020, ki sem jo dal. In od 12. februarja letos sem bil operiran in naslednji dan odpuščen iz bolnice in vse v redu, pač sem ukreval počasneje, ker sem sam upal, da bom vaksen dosti hiter. In sem šel na kolo zelo hitro in potem, ko sem se peljal z mojo mojico, sva šla iz Polhovega Gradca do Črnega vrha oziroma do Pasje ravnico naprej in tam na najbolj strmem delu mi je zablokiralo kolo, veriga sem mi snela zadnje verižnice, ne da bi karkoli menil v okvir kolesa. Jaz sem takrat vstal v pedalih, abzicev, kot se reče, in nisem mogel zvleči pedalov nog iz pedala in sem butnil po tleh. In tako nesrečno sem imel zavito nogo, da to sem govoril pol s kirurgom, če je to zaradi operacije, je rekel, da ne, da stegnenica pač se zlomila še 3-krat. Ne. In pol sem bil še enkrat operiran, dobil sem neke obroče okrog in zdaj je počasi v redu. Ja. No, to je vseeno zelo hitra rehabilitacija, da že v enem letu. Ja, 2-krat so mi pač operirali. Ja. Isto nogo. Kot alpinist ste se večkrat poškodovali, najhuje pred 5 leti, kot ste prej omenili, ko ste na Loški steni padli 20 metrov. Kako se spominjate tega incidenta in rehabilitacije? Na srečo se ne spominjam, na srečo sploh ne. Sem kar nekaj časa so mi morali povedati, kaj se mi je zgodilo. Saj sem tudi v komi opisal te procese pomnjenja in to so mi ljudje z UKC-a razložili, zakaj si zapomnimo in v kakšnem primeru se nič ne spomnimo. Jaz se tistega ne spomnim. Mislim, rehabilitacija je pa, jaz, ko sem prišel k sebi po komi, 14 dni sem bil nekje drugje in ko sem videl, da lahko premikam vse prste, ne, da sem kar verjel, da bom nekako shodil pa zlaufal tudi s časoma in takrat naprej mislim, meni ni bilo težko, ne, ker me sprašujejo pa vztrajnost, pa to jaz sem zelo pogrešal gibanje, ne, ker par mesecev nisem mogel nič, ne. Ja. Tako da mi je bilo veselje karkoli delati, ne. Ali je bila fizioterapija bolj naporna kot plezanje, ali pa je za alpinista pravzaprav ni nič bolj napornega kot čakanje, da zaradi vremenskih razmer lahko greš iz baznega tabora končno? Mislim, zdaj to bo zvenelo kot vsak pač da se hvalim svoje, ampak jaz mislim, vsi sem dal kar nekaj športov v življenju skozi, od nogometa do zdaj rekreativnega kolesarjenja, ampak meni se zdi alpinizem najnapornejši šport, kar jih je. Ne samo to, da zahteva ogromno, da traja dlje kot si drugi, to si v steni si po nekaj dni, pri tistih najbolj napornih, da se dogaja v temperaturnem razponu od -40 do +30. Predvsem je naporno zato, ker ti ne moreš niti piti, niti jesti toliko, kot bi moral, ne, ker pri drugih športih lahko, ne. Če si na kolesu, imaš spremljevalni avto, pa ti daje tisto vodo ali karkoli, pri alpinizmu ne moreš, ne. Greš v steno s tistim litrom vode, ali v najboljšem primeru z 2 in si potem 3-4 dni not, ne. Tako da mislim, meni rehabilitacija ni bila naporna, ne. Včasih frustrirajoča, ko ugotoviš, da ne moreš pač nekaj narediti, ne, kar bi tisti moment lahko. Ampak pri meni je šlo na boljše, ne. Vsakič je boljše in zato tudi tega frustrirajočega trenutka je bilo v bistvu bolj malo, ne.
Zadnja leta je v Sloveniji vse več alpinističnega turizma in posledično tudi vse več nesreč. In te vodijo do nevarnih reševanj. Kaj bi po vašem mnenju bilo treba na strukturni ravni narediti, da bi ta trend spremenili? Jaz mislim, da bi se morali na nek način zgledovati po tujini. Saj je zelo po alpskih deželah, ker poznajo ta reševanje že dlje časa. Ne. Jaz se spomnim, ko sem šel drugič v severno steno Eigerja, zdaj leta se ne spomnim več kdaj, ampak takrat sva s soplezalcem priplezala do 300 metrov do roba stene, do vrha, se pravi, potem naj je pa ujelo snežno neurje in so naj zvlekli ven s helikopterjem. Našli so eno luknjo polurno, ko ni veter pihal, pa se je toliko zesnilo, da so vedeli, odkot naj potegniti, in sva s helikopterjem šla v dolino in so nama vzeli, pobrali potni liste takrat in naslednji dan so morali na policijo podpisati pač ne vem kaj vse in račun 6000 frankov švicarskih. Pri nas, dokler bo to zastonj, se bojim, da ljudje pač ne bodo razmišljali. Ne. No, ampak ni večina teh ljudi, ki jih je treba reševati, vseeno nekih tujcev, ki ne poznajo tukaj dovolj sistema, ki Mislim, jaz sem do tega sem kar odpuščajoč, ko v bistvu nekako vsakič, ko nanese pač debata na to temo, pa se ljudje zgražajo, kako niso vedeli, pa niso se pozanimali, pa šli v Superjah v hribe. Jaz sem vso svojo kariero v Superjah hodil v naše hribe, če znaš, ni problem. Drugič pa spomnim se, kako sem jaz ravnal kot takrat, ko nisem poznal teh. Jaz sem šel prvič na Triglav pri 18 letih in v sneženju, to je bilo konec avgusta, snežilo je, mislim, da smo bili 3, smo se našli na vrhu v Superjah seveda in se mi je zdelo normalno, ne. Kako sem se zvlekel, ampak imam razumevanje z ljudi, ki se zafrknejo v bistvu. Ne za nalašč, ampak je pa seveda problem, če ti ljudje opozarjajo, pa ti povejo, da ne. Mislim, jaz se spomnim, ko sem enkrat sem soliral tudi severno Triglavsko, skalaško z ladjo, eno smer, in ko sem prišel na vrh in sem se stopil po Bambergovi dol v luknjo pa v vrata, da sem srečeval ene trume ljudi, ki so rinili po tej na Triglav in da je za mano grmelo. Ne. Se je z Bohinja ena nevihta valila tja in sem jaz opozarjal ljudi, poslušajte, nevihta bo, kam greste, ne, pejmo dol, ne. In so rekli, vse si bomo kako votlino skrili, ne, tam ni nobenih votlin. Ne sej, ja. Več. Ne vem, kaj se je pol z njimi zgodilo, ampak mislim, če je nekaj popularno in to hribovstvo je popularno, potem bojo tudi te težave. Lani ste izdali kolesarski vodnik po Sloveniji, ki ste ga prej omenili, po Sloveniji in zamejstvu. Kaj vas je pritegnilo k temu in koliko je bilo v bistvu dela potrebnega, da ste jim popisali in kartirali vse skupaj in prevozili? Mislim, jaz sem ta zasnovo za ta vodnik naredil že pred nesrečo 2020, ne? In sem računal, da bom spomladi 2021 že končal. Ne? Spomladi 2021 nisem še ni začel, ker sploh nisem mogel. Ne? Potem sem počasi kolesarjenje je bilo del moje rehabilitacije, sobno kolo itak. Ko sem pa lahko, sem pa šel na kolo, v bistvu še prej, kot bi lahko, ker takrat še nisem mogel glave obrniti, tako da mi je morala pomagati mojca, ko smo prišla do križišča, levo je, desno je, pelji. In potem sem nekako se sproti učil, ne. Sproti spoznaval Garmin Connect, aplikacijo, ki mi je zrisala ture, se naučil, kako to prenesem svoj kolesarski števc. Ampak meni je bilo to strašno veselje mi bo ta vodnik. Ne. Tako da tudi zdaj, ki je končan, ga dopolnjujem in ko bo pač, ki je zdaj že ponatis ven, ko bo ta ponatis pošel, bom še dodal par krogov. Aha. Katere ture pa še sledijo? Mislim, ena čudovita je ta zadnja, ki jutri bom mogoče šel ponoviti, še enkrat odpeljati, če bo vreme, pa mislim, da celo bo, iz Brežic. Brežice pa potem Gadova Peč, tam, ki se dogaja tudi virus, recimo, moja, mislim, da 3. kriminalka, pa do hrvaške meje, pa potem do Bregane, tak krasen spust, pa nazaj.
Pa potem sem ugotovil, oziroma so me spomnili, en bralec je napisal, da sem pozabil na Gulte, ne. Jaz nisem pozabil, vedel sem, da na Gulte krasen vzpon, sem imel v glavi ves čas, pa ne vem zakaj, da ni 1000 višinsko, kar mora biti nekaj minimum. In sem zadnjič ga odpeljal iz Mozirja in je 1000 višincev, tako da bom tega dodal. Pa med tem je nastal še ena nova 1000 metrca in sicer iz Gorice oziroma Kromberka pa proti Predmeji. Tam je bil, ko sem začel delati ta vodnik, je del ceste še ni bil asfaltiran, zdaj so to isto asfaltirali, tako da je krasen vzpon. Pa potem sem tam dodal še nekaj krasa in to. Pa seveda krasi, Sežane, eno izhodišče, kar nekaj se je nabralo teh krogov. To so samo asfaltirane ali tudi kdaj je makadam vmes za tele gravel? Ne, to je asfalt za cestno kolo. V 3 primerih sem naredil izjemo in sicer na Kum, ker tiste zadnji kilometer ni asfaltiran in sem ga dodal, ampak hodijo ljudje specialko gor. Potem sem dodal tudi na Sveti Tri kralje, ki je z Slovenske Bistrice, ki sicer ne mogo povezati krog. Pa je par kilometrov takega zbitega šodra, tako da se da s specialko. Pa še ena, se zdaj ne spomnim točno katero, en košček tudi makadama. Prekmurje neki. Ampak je pač za cestna kolesa. Ja. Birso v knjigah spremljamo med tekom, ampak se zdi, da nanj gleda malo vzvišeno, češ kot to je najbolj varen šport za tiste, ki si ga lahko odgovoren moški srednjih let prvošči. Je to ena od sporednic med vama? Jaz sem včasih kot pripravo na plezanje oziroma na alpinistične vzpone v gorah seveda veliko teku po Rožniku, tu po Hograjskih Dolomitih. In tudi po nesreči sem začel s tekom in sem mislil obnoviti to svoje tekaško veselje, ampak potem je prišlo pač do tega poškodbe kolka. In zdaj pred kratkim sem lih ta teden, predvčerajšnjim sem prvič po 3 letih spet dlje zalaufal kot 5 metrov. Tako da tek je krasna stvar. Torej, Birso smo videli teč tudi v seriji, kjer sem jaz s tekaškimi kolegi večkrat se zgražal nad izbiro tras pa tehnik teka, ki jih Sebastian prikaže. Voznici ti se bilo res malo. Ne bi jasno. Pa tudi tehnike, ki sicer je Sebastian Kavaca bil odličen in izjemen v tej vlogi, ampak a ste jim probali dati kdaj kak nasvet za izboljšave po prvi sezoni? Kar se tega tiče? Kar se tega tiče. Kar se tega tiče, jaz nisem neka referenca, tako da mislim, ne bi nikomor dejal nasvetov. Kar se pa tiče drugih nasvetov, pa se nismo dosti dlje prišli od prve. Še ena sezona je bila. Mislim, ki ste bile še 2 knjigi. Še tako na hitro so obdelali tisti 2. Da se še jaz ne spomnim, kako je izgledalo, moram priznati. Kakšen pa je bil občutek videti naenkrat svojo knjigo na velikem, mislim, na ekranu in ko se je takrat, mislim, knjiga je bila že velik hit, pol pa se je res vsa Slovenija pogovarjala v jezeru. Kak je? Jaz sem z Miho Hočevarjem in z Matevžem Luzarjem smo se dobili, sem pristal na to, da na to ekranizacijo prevzame TV Slovenija oziroma ona dva. In ona sta pol napisala scenarij, ki sta mi ga dala v pogled in jaz sem tisto prebral in se zgrozil. Mislim, tam je bilo za moje pojme precej napak. In jaz sem se lotil tistega in potem 14 dni preživel s tistim scenarijem, ga spremenil, pač poslal tisti scenarij nazaj in čakal na to, kaj bo s tistega nastalo. Na knjižnem sejmu so prikazali 2 dela, v enem, in jaz sem šel z nekim strahom pogledati in prvič ugotovil, da niso upoštevali nič tistega, kar sem jaz dopisal oziroma na novo napisal in da so imeli prav. Da pač nisem upošteval, da gre za drug medij. Mislim, čisto konkreten primer ti bom dal, tam začne se na novoletni zabavi, nekem vikendu v Bohinju. In tam je druščina nekih zdravnikov in ta razbirsa za Lenko. In ti zdravniki imajo te novoletne neke klobučke na glavah.
Mislim, jaz nikoli nisem na nobenem žuru, kjer bi imeli klobučke. Ne, in sem tudi zelo omenil, pa to so resni ljudje, ne more imeti klobučko. Ne, rekel, ja, glej, to je film, morajo takoj v 10 sekundah ljudje vedeti, kje smo, ne, da je novo leto in to. Ne. In je imel prav, ker tisti klobučki na filmu delujejo. Ne. In na ta način v bistvu vse. Ne. Ampak jaz sem bil, moram priznati, da sem s tistim strahom gledal ta dva dela, kdaj bo greb, pa ni bilo pogreba, ne bilo je v redu. Tako da šel naslednji dan v Kino Komuna gledati, če ista dva dela še enkrat. Ne. To se mi je zgodilo drugič, ker recimo slovenskega filma nekaj časa nisem mogel gledati in tam v 80-ih je bilo zelo, zelo bedno, če se spomniš. Potem je prišel v Lero, ne. In v kino sem ga pogledal in zelo iste podobne občutke sem imel po gledanju Jezera, ne. Kdaj bo, ne. Pa niso, je bilo fajn. In potem sem šel še enkrat naslednjo v kino sproščeno po testu Lero, ne. Take feelinge sem imel. Ja, jaz sem bil statist, sem delal reportažo, pa sem bil v Lero? Ne, v Jezeru. Sem igral zdravnika, ki zadaj gre mimo in potem sem se pa pogovarjal z enimi, ki skrbijo za scenografijo, ampak niso bili tam zraven, sem pač rekel, vse, kak si oblečen, pa sem rekel, ja, pač plašč, pa stetoskop, pa oni tak stetoskop, vsi zdravniki ne nosijo stetoskopov. Ampak ja, vseeno pa veš, če človek gre tam od zadaj, da pač deluje. Ja, meni je Matevž Luzer non-stop me je vabil na snemanje, ne, da bom tako se sprehodil kot Alfred Hitchcock mimo kamere, enkrat, dva. Nisem imel časa, ko sem jih poklical, sem rekel, zdaj pa lahko pridem, so pa rekli, da so že končali. Ja, Stephen King tudi včasih to naredi v IT, je bil super, ja. Torej, sicer pa ste tudi se sami lotili predelave, lani je šla stripovska priredba romana, ki smo ga vsi brali, Janeza Jalena Bobri. A ste uporabili katere trike in tehnike, ki ste jih pobrali iz scenarija za Jezero, potem, ker pač strip je čist spet tretji medij, ampak vseeno. Ja, uporabljal sem program za pisanje scenarija, ko sem pisal ta besedila za ta strip. Ampak jaz sem tu prijalno, moram reči, da sem zelo nekako, to je tak velik ep, da sem naredil neke vrste sam obnovo, ne. Zdaj, če bi še enkrat lotil istega, bi verjetno se osredotočil na nekaj v tem romanu, mogoče na ta odnos tega Ostoroge Elena z neokretnim karpom ali karkoli. Bolj ti si izpostavil, tako sem pa naredil sam neke vrste, bi rekel, verodostojno obnovo Jalovega dela. Velika stvar je bila, no, kakorkoli. Zelo debel roman in zlotanek. Poleg tega sem se ga lotil, to je bila prva stvar, ko sem jo po nesreči naredil in bil neke vrste preizkusa, mi možgani sploh delujejo, ne, a lahko to delam. Ne. Vem, da sem se lotil tega, ko sem začel spet delati, ker pred nesreče sem naredil, mislim, da prvo knjigo od 3, ne. Pa sem se pa, da sem bil sposoben takrat delati po 15 minut na dan, več. Ne. Potem pa s časom vedno dlje. Pa ste se obkrožili z predmeti iz tiste obdobja, tako Jalen, ki je pisal, to je dosti znano, da si od muzeja sposodil. Ne, jaz sem imel pač njegove knjige in to je, sem v glavi preselil nekako, pa pogled na Krim. To sem pa imel, ki je nad Ljubljanskim barjem. Ne. Ja. Vi ste torej najbolj slavni pisec kriminalk v Sloveniji, ampak ta žanr je v zadnjem desetletju zares zaživel. Tudi z deli Avgusta Demšarja, Irene Svetek, Mirta Komela, Mojce Širok in še mnogih drugih. Spremljate sceno, berete tudi katerega drugega avtorja? Zdaj bom prebral to Estonijo od Avgusta, da vidim, kaj so nagradili, ko me zanima. In upam, da je dobra. Drugače pa moram priznati, da sem slab bralec kriminalk. Zdaj imam že dlje časa neko obdobje, ko berem spet klasike slovenske in tuje. In hec je v tem, da ko sem se lotil pisanja Jezera, sem nekako mislil, da imajo, in tudi zato sem se lotil kriminalke, se mi je zdelo, da imajo pisci kriminalke strašansko prednost pred pisci druge literature. Ne. To pričakovanje ljudi, da hoče vedeti, kdo je krivc, kdo je morilc, pač žene čez vso knjigo. Ne. In
to nam je povsem pisateljem skupno, da si želimo, da bi ljudje prebrali tisto, kar napišemo. Ne. Pa sem pa zdaj, ko berem ne kriminalke, pa ugotavljam, da je v bistvu to vprašanje pač večkrat drugače zastavljeno v tistih stvarih, ki niso kriminalke. Ne zanima nas, kdo je morilec, ki ni morilec, ampak kaj se bo zgodilo. In nek podoben drive nas skozi knjigo žene. Ne. Pa poleg tega sem ugotovil, da so nekatere kriminalke, knjige klasične so kriminalke v bistvu. Ne. Zločin in kazen. To je, sicer vemo, kdo je morilec, ne vemo pa, kaj se bo z njim zgodilo. Ne. To nas pač... Katere so pa te klasike, ki ste jih zdaj odkrivali na novo, ki so pustile največji vtis? Zdaj berem recimo balado o Trobenti in oblaku od Cirila Kosmača. In to verzijo, ki je zdaj šla integralna, kompletna. In moram priznati, da sem v bistvu še par strani imam do konca navdušen. Potem pa Zločin in kazen sem šel še enkrat brati po mnogih letih. Imam pa nek železni repertoar, ki vsake toliko preberem ponovno. Ne. Ja, vem, da je mene pred... Odrešitev, pa Mojster in Margareta, ja, tako naprej. To so res dobre. Mojster in Margareta je film... Cica v metroju, recimo. Mojster in Margareta je pred par leti nastal film v rusko-evropski koprodukciji, v katerem tudi Jurij Drevenšek igra in sicer nekega pomočnika od Poncija Pilata not, ampak tisti film pa zaradi cele te scene z Rusijo nikoli ni prišel ven. Mislim, mogoče je v Rusiji prišel ven, v Evropi pa ga nismo uspeli videti, žal. On je rekel, da je ene dele videl in da je super, ampak ja, to bi bilo zanimivo videti, taka dosti sodobna adaptacija. To bi rad videl, kako ona gola pisateljeva muza jaha pujse po zraku. To bi znali biti dobre scene. Ja, se spomnim, ko smo v srednji šoli to brali, in moj sošolec bil najbolj navdušen nad tistim plesom, ki potem kasneje smo ga videli v malo podobno varianti v tem filmu od Kubricka. A ste razmišljali, da bi na podoben način, kot ste se lotili kriminalke, poskusili še kar drug žanr? Ja, nekaj sem se poigral v glavi, da bi obudil žanr doktor romana, če si ne, ampak sam mečken poigral, pa sem videl, da je zdaj ljubezenski roman spet v modi. Glej, zdaj čist dokler se mi da ukvarjati s to ekipo, Tara Zbirsa, Tina Lanc, Bryce in Osterc, bom pri tem ostal. Pa dokler bo ljudi zanimalo. Ja. Ali so torej ideje, kam naprej pelje zgodba Tarasa Birso in ostale? Glej, jaz sem kar končal 7. knjigo in zdaj bom si pustil približno mesec dni. Se mi že neke ideje poraja, ampak jih tiščim navzdol, da zdaj sem na neke vrste počitnica. Kam pa pelje zgodba naprej Tadeja Goloba? Kaj še ustvarjate? Ja, zdaj pišem eno biografijo, poleg tega po enem scenariju oziroma besedilo za nastaja strip, pa obeta se mi nov besedilo za strip, ki se ga bom pa lotil enkrat tudi po novem letu. Izvirno? Izvirno, ja. Aha, cool. Tadej Golob, hvala za pogovor, veliko uspeha v nadaljnjih pisateljskih in alpinističnih podvigih in naslednji. Živel.